Ko sem se odpravljal semle, sem na poti tam zagledal en ameriški časopis, pa sem si rekel, ajde, vzamem tale cajteng, še preden izstopim iz civilizacije, da vidim, kaj pravijo, katere so zadnje novice. In potem sem vzel ta časopis, ga prelistal in prišel do zadnje strani, kjer je bil objavljen zelo zanimiv intervju z eno kanadsko gospo, ki dela neke vrste pohodniško pot, ki je med 3 oceani in je dolga več tisoč kilometrov, in pravzaprav ona to pot dela že, mislim, da več let, pa še več let je bo delala, če se prav spomnim, do leta 2019. In 2 stvari, ki sta mi ostali zelo v spominu od tega intervjuja, sta najprej rekla ženska, da jo je narava naučila, da moraš biti ponižen, in druga stvar, da se je naučila razliko med osamljenostjo in osamo. In ko sem jaz izbral, sem rekel, wow, točno to, ampak gospa, enkratno točno to, zato je veselje življenja, ampak kje ste bili pa prej? Jaz imam občutek, da odkar sem se odločil za Gospoda, da to živim že skozi, ne, od zmeri. Ko sem šel prvič na duhovni vikend, sem bil star 12 let in takrat sem te 2 stvari točno zelo jasno doživel. Takrat sem doživel, da je v bistvu edino resnično veselje v človeku, da si ponižen, pa ne kar tako, kar ponižen, ne, da rečeš, sem ponižen, ampak da sem spoznal, da sem ponižen pred Gospodom, in ko sem ponižen pred Gospodom, je to resnično veselje, ki življenje res spremeni na bolje. In druga stvar, ki jo od takrat živim in zato zmeraj iščem tudi trenutke osamljenosti, je, da je razlika med osamljenostjo in osamo. Osama je pomanjkanje, je umanjkanje, medtem ko je osamljenost je vstop v prisotnost, in zato sem v končni fazi tlele, ampak jaz nisem tlele prvič, jaz sem šel tlele z namenom, da vstopim v osamljenost, kjer bom lahko resnično izkusil prisotnost stvarnika. Ampak jaz tu, kaj pa vem, meni se zdi, da tu že dolgo let to živim, meni je tu dosti naravno. Skratka, moj point je tale. Meni se zdi, da človek, ki hodi z Jezusom v življenju in ki je resnično veren, ki se je odločil za Gospoda, ta točno ve, da je v življenju bistveno lažje stvari, kot so ponižno srce in osamljenost, ki je napolnjena z prisotnostjo. To so stvari, ki te resnično napolnjujejo, pa se ti sploh ne zdijo tako veliko odkritje, ker edino resno veliko odkritje je odkritje stvarnika samega. Vse drugo so samo tehnike iskanja in tehnike, predvsem kako vstopati v veselje. In tlele, ke sem, kakšna krasna osamljenost, da lahko mi pomaga, da vstopim v prisotnost stvarnika.